pogledamo, kaj naj bi to pomenilo, ko beremo zakon, je pa ta trditev sila zavajajoča. Namreč predpostavka bi veljala, če bi košarica pravic bila v resnici nespremenjena, ko pa zakon malo bolj podrobno preberemo, pa vidimo, da jo lahko praktično minister v dogovoru s finančnim ministrom, pa tudi direktorjem Zavoda za zdravstveno zavarovanje pravice bistveno spreminjajo po svoji predstavi in želji in omenja pa se tudi nadstandard v 2 členih, ki ni opredeljen, se pravi, da dolgoročno finančno vzdržnost bi lahko dosegali na predlagan način samo z spreminjanjem standarda in pa tudi same košarice. Kar pa pomeni ne manjše plačevanje za večino, ampak na koncu seveda dodaten poseg v žepe bolnikov. Torej mislite res, da ministrica zavaja, ne verjamete v bistvu ne? Predvsem zakon to dopušča, predlog tegale zakona. Lahko da seveda ministrica iskreno misli, lahko pa katerikoli minister za njo ali pa tudi seveda zaradi situacije poseže kadarkoli na podlagi tega zakona v same pravice in pa v same standarde. Kako pa bi vi recimo to zakoličili, da bi bilo bolj zagotovo, ne? Da ne bi bilo odvisno od vsakokratne politične volje? No, že Ustavno sodišče je nekje predvidelo, da bi moralo biti bolj natančno definirano, katere pravice imajo bolniki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. In te pravice je pač treba jasno opredeliti, potem pa seveda tudi zagotavljati zanje financiranje. Ne more pa to biti odvisno od vsakokratnega ministra in njegove ekipe in ne nazadnje tudi v tem primeru podrejenega Zavoda za zdravstveno zavarovanje, da lahko to poljubno spreminja. Zdaj razprava je končana, ne? Včeraj se je okrog ravno tega zakona o zdravstvenem varstvenem zavarovanju javna razprava končala. Kaj je lahko zdaj še tisto, da lahko recimo spremeni, ne? Nekaj boste gotovo tudi znotraj koalicije še zahtevali? No, jaz mislim, da bi bilo korektno razpravo podaljšati. To je bil tudi predlog ekonomsko-socialnega sveta. Žal ga niso mogli sprejeti, ker je način odločanja tam pač drugačen in mora biti v soglasju. Če pa gledamo, da je zakon v bistvu nastajal v veliki tajnosti, da je bila razprava kratkotrajna, jaz mislim, da si moramo na takšno izhodišče predloga zakona, kjer ga praktično ne najdemo zadovoljnega, ki je ta zakon obravnaval in pogledal, si res dovolj časa vzeti, da bi, dajmo reči, ta osnutek ali pa celo delovno gradivo temeljito preverili, pregledali in jaz globoko upam, seveda, da bo končna verzija, o kateri bomo razpravljali, bistveno drugačna. Ali lahko ministrica izpelje tako imenovano reformo, če pa jo zapušča desna roka, kot smo izvedeli? Državne sekretarki? No, zdaj ne vem, ne poznam natančno razlogov. Jaz verjamem, da si bo seveda zagotovila drugo ekipo. Koga bomo videli, seveda morajo biti ljudje, ki se dobro spoznajo na zdravstveni sistem, zelo veliko jih ni, tako da teh predlogov ne poznam. Sigurno pa to ni dober znak ali pa dobra popotnica k izvedbi te reforme. Kaj pa to, da bo gospod Keber se odločil pomoč ministrici? Glejte, profesor Keber seveda pozna zdravstveni sistem, ima svoje poglede. Vem, da je navdušen nad ukinjanjem dopolnilnih zavarovanj, s tem, da je treba vedeti, da tudi sama analiza WHO ni bila enotnega mnenja oziroma ni temu glih pritrjevala. Predvsem pa je bojazen pri takšnem predlogu, da v resnici samo z javnimi sredstvi celotne košarice pravic v obstoječi obliki ne moramo zagotavljati, vsaj ne dolgoročno. In tu vidimo seveda veliko težavo. In naslednja težava, ki je povezana s tem, glede na to, da je prevzelo to vsebino Ministrstvo za zdravje, pa je dolgotrajna oskrba. In če temu dodamo še skrivalnice pri finančnih izračunih, ki jih sprva tudi ekonomsko-socialni svet ni dobil na mizo, potem se bojim, da nas v resnici lahko skrbi.
Imate ta teden zdaj še koalicijsko oziroma poslanci usklajevanje glede zakona o zdravstveni dejavnosti še zadnjič? Zaenkrat, po tem, da smo jim dali pravno mnenje, ki pač govori o vlogi direktive, ki se jo želi prenašati v ta zakon, še nismo dobili nobenega odziva in v bistvu ne vemo. To se pa še nič ni jasno. Ne. Najlepša hvala. Prosim. Hvala.